Živijo, Patricija. Živjo. Hvaležna sem ti, da si se odločila, da posnameva ta intervju in hvala, da boš delila svojo podjetniško zgodbo. Zdaj predlagam, da se kar za začetek sama malo predstaviš, da te še ostali spoznajo. Jaz sem Patricija, sem mamica 3 leta staremu sinčku in za njegovim rojstvom se je pač tudi rodila ta želja po svoji podjetniški poti, katero trenutno sedaj imam. Če ne bi bilo njega, tudi tega ne bi bilo, ker bi verjetno ostala stara verzija Patricije. Tako pa ta Patricija skozi hoče nekaj novega, skozi se nekaj uči. Drugače sem aktivna tudi veliko na Instagramu, rada klepetam z ljudmi, to mi veliko pomeni, da se lahko družim tudi po tej plati. Sem tudi partnerka, imam pa tudi redno zaposlitev, katera mi kar dobršen del življenja časa vzame in mogoče bi ta del tudi želela v prihodnje spremeniti. Odlično, me veseli. Jaz te bom kar tako začela malo z vprašanjem glede tega, kdaj si začela v bistvu razmišljati o tem, da bi postala samostojna podjetnica. Malo si že nakazala, da je tudi sinček imel nekaj pri tem. Mogoče mi pa poveš, kaj te je v bistvu spodbudilo pri temu? Največja želja je bila po mojem ta, da ko sem partnerja gledala, mi je bilo tako fascinantno, ko on dela od doma. In jaz ta del bi tudi rada imela. Ne da se mi voziti nekam daleč in potem sem začela študirati, kaj bi sploh jaz delala, ker itak se je bilo v moji glavi, saj jaz nič ne znam, kaj naj se sploh lotim, a ne. To so bile pač te prve zamisli, a ne. Ker bi človek nekaj, ampak nisem imela nobenega takega hobija, da bi jaz to lahko naprej razvila. Rada sem pa brala knjige. Pisateljica sem rekla, pa ne bom, ne. Mislim, ni bila tako pač taka želja. In potem se je rodil sin in jaz sem ga itak mogla kaj oblačiti in jaz sem gledala ona mini oblačilca. Vedno sem se trudila, da najdem res kvalitetna, ker kakšen nakup je bil totalno zgrešen, ke pol vidiš, da ga, ne vem, ali trebuško tišči, ali se sam nelagodno počuti, tako da sem pol začela tudi malo bolj iskati, kakšna oblačila so bolj primerna za pač, da se rad giba. In to je pripeljalo do tega, da sem začela iskati dobavitelje, gledala in sem rekla, to bi pa tudi jaz kaj takega imela. In to pomeni, da je kaj potem nastalo? Potem je nastala Cutie Pie, spletna trgovinica z otroškimi oblačili. Sicer tako bom povedala, jaz sem začela delati svojo spletno stran, nisem pa vedela, kakšno ime naj dam svoji spletni trgovinici. In pol se je glih v tistem trenutku pokazala ena priložnost, ko je punca odhajala v tujino in je dala na Instagram, da prodaja svojo trgovinico. In sem rekla, koliko dobro. Če jaz kupim od nje recimo to trgovinico, bom že imela ime in se ne bom s tem rabila ukvarjati, ker ime mi je bilo res fascinantno. Sem pa par mesecev prej zasledila na Instagramu to trgovinico in sem tako rekla, kako lepo ime, in sem šla naprej. In evo, usoda je že hotela, da jaz to prevzamem in nadaljujem pač svojo zgodbo. Odlično. Okej, potem se pa kar vrneva malo na to, kakšno v bistvu podjetje, kakšno obliko podjetja si odprla? Je bil to že v štartu popoldanski espe? Ja, začela sem s popoldanskim espejem, zaradi tega, ker da zalavfaš trgovinico, rabiš kar velik finančen zalogaj, ki ga pa sama nisem imela. Nisem bila nikoli priden človek, nisem nič varčevala. Tako da, in potem si ne moreš pač privoščiti, da boš vse pustil in šel v to, ker je treba itak kupiti zalogo, vse je treba vnaprej plačati, nič se ne da pač, da te bo kdo počakal, da ti to prodaš, a ne. In potem sem rekla, rabim zraven še skozi dotok denarja in to se mi je zdela najboljša oblika popoldanske espe. Začnem pač se kot hobi s tem ukvarjati in potem sem rekla, bom videla, da sploh spoznam, če je to zame. Mogoče me pač to ne bi privabilo pol, bi mogoče hotela kaj drugega početi in je tako najlažje, da sprobaš. Pa tudi pač živiš lahko normalno, se ne rabiš veliko stvarem odrekati, ker še zmeraj je ona mesečna plača od redne zaposlitve, ne. Točno to. Mislim, da to pa je glih tista stvar, ki jo jaz rada poudarim, da če že nimaš nekaj prišparano, ko odpiraš sama podjetje, je boljša izvedba, da se odločiš takrat, ko imaš sama službo, veš, da imaš neko zaledje, veš, da je služba tak tvoj prvi prihodek, ki v bistvu ti nudi varnost in potem zraven vzporedno delaš na primer na ta način s popoldanskim espejem ali pa mogoče z ODD-jem, ker se tudi velikih odloči za to, ampak pri tebi verjamem, da ni to prišlo v poštev.
pa tudi finančno mislim, da bi bilo veliko dražje, a ne. Tako da to je super ideja, no, da tako na tak varen način začneš podjetništvo, pa se poznavaš vse to, kaj je potrebno, da v bistvu podjetje sploh spelješ. Rekla si, da v bistvu sama nisi bila glih varčna, ne, se zelo najdem tudi v temu. Zdaj, kako si pa v bistvu naredila tisto prvi nakup? Si je to bil kdo, kakšen ti, ki ti je pomagal, v bistvu si imela koga v družini, ki ti je pomagal, ker sama investicija je bila je kar odnesla nekaj denarja, ne? Ja, za začetek sem tudi jaz študirala, kako bi prišla do tega prvega finančnega zalogaja in itak greš najprej do domačih, jih prosiš, rečeš, saj bom vrnil čim prej, a ne, hvala Bogu, če imajo, da ti lahko posodijo. Tako da so meni to starši za začetek posodili, da sem lahko jaz to kupila in zaštartala. Odlično, me veseli. Zdaj mi povej, a si se s kakšnimi težavami soočala na začetku, ko si odpirala podjetje? Ja, težav itak ni nikoli premalo, bom tako rekla. Jaz sem bila totalni začetnik, nič nisem vedela. Tudi, ko sem šla na urad odpirati, ko so mene kaj spraševali, jaz sploh nisem vedela, kaj naj odgovorim, a ne. So me spraševali, kakšno pač bo tvoj obračun, normiran, dejanski, kaj pa je to, a ne, pač res čisti začetnik, ker v svoji družini nimam niti enega podjetnika, tako da nisem mogla nikjer dobiti nobene informacije. So pa tudi tako, ljudje so včasih prijazni ali pa neprijazni, ne. Jaz sem drugače spremljala tudi že prej eno spletno trgovinico, njihovo zgodbo in malo sem jih pa začela proučevati, da jaz se kaj naučim. Pol sem pa rekla, bom pa tudi jaz jim napisala en prijazen SMS, če mi dajo lahko kakšen nasvet, pa ni bilo lepo sprejeto, tako bom rekla, ne, že osnovno vprašati je bilo kakor, začutili so konkurenco in ne, nič ti ne bomo odgovorili, tako da ja, sem pol iskala te spletna izobraževanja, veliko tudi knjig sem prebrala o tem podjetništvu, našla pa sem si tudi za začetek računovodkinjo, da mi je malo pač osvetlila te stvari, a ne. Super. In pol je v bistvu ona tista tvoja prva pomoč, a ne, ko se postavijo, ko ti pridejo kakšno vprašanje, a ne? Sigurno, ja, oni vejo, koliko je pač treba te stvari streči in razložila mi je, kaj se mi bolj splača, kaj se mi ne splača in pol sem se jaz tudi po teh njenih nasvetih pač naprej obračala. A bi mogoče kaj več povedala o tem, kaj se ti je splačalo, v bistvu mogoče kaj pomeni to zate kot popoldanski espe, kakšne imaš stroške, mogoče kaj to omeniš lahko? Zaenkrat moram reči, da stroškov nimam visokih, imam res srečo, da imamo doma veliko hišo in sem si našla en kotiček zase. Verjamem, da je zelo težko, če imaš nič prostora oziroma moraš iti v najem in plačevati še najemnino, sploh na začetku, mislim, da je to kar precej težko. Tudi stroški, kar se tiče ogrevanja, elektrika, je potem vse toliko težje. Jaz si to pač skombiniram z osebnimi stroški, tako da kar se tiče tega, sem res vesela, da ne rabim enega dodatnega skladišča plačevati. Kakšni so pa stroški pri popoldanskem espeju? Kaj v bistvu je potrebno? Pri popoldanskem espeju so nižji stroški, kakor če bi pač vzela tak večji espe. Plača se SPIZ pa ZZZS. Pa mislim, da je to. Potem pa se plača lahko še letni davek, ko pride ta obračun, vse ostalo pa so pač še potem stroški, če sam želiš, a ne, računovodja ni potreben, lahko pa je in pač vse druge stvari, a ne. Kar sem hotela še prej omeniti je to, da kar se tiče tega obračuna, se je zelo dobro posvetovati, kakšna je sploh dejavnost. Meni se normirant ne bi splačalo ravno zaradi tega, ker jaz imam zalogo. In od te zaloge je dobro, da se mi vključi v ta davek, ker drugače, če se mi to ne bi jaz mogla od vsakega računa, ki ga izdam, plačati davek takoj. Tako pa, ker še nimam toliko velikega prometa, recimo, da bi bil pač ogromen dobiček, zaenkrat še ne rabim plačevati davka, ne. Iz tega vidika je potem tudi to dobro. Zdaj, če so recimo kakšne druge dejavnosti, kot je, ne vem, recimo frizerstvo, mogoče spet ni treba toliko, ker se kupijo, ne vem, ene škarje, en glavnik, pa mogoče šampon za umivati, pa kakšna barva, ne. Mogoče tam se tudi bolj splača, da je nižji davek od vsakega računa, kakor pol, ker bi bil toliko velik dobiček, toliko več davka treba bilo plačati.
No in to je Je stvar pa pač treba posamezno na vsako dejavnost pogledati. In to sta se vidve z računovodkinjo v bistvu se usedla in se pogovorile. Tako je, ja. Odlično. Da bo tudi ostalim jasno, ker veliko dobim vprašanja, kje dobiti kakšno informacijo, pa jih veliko tudi naslovim na računovodje, kot da pozabijo, da v bistvu so oni tisti glavni vir, ki bi jim mogli dati informacijo, glede na to, da jih imamo pač tudi, da jih plačamo za to, da so nam v pomoč. Mislim, da bi bilo dobro, da tudi večkrat se na njih ozremo in tudi postavimo prej vprašanja, preden jih sami iščemo pač po spletu. Se strinjaš mogoče? Ja, strinjam se, je pa res, da so lahko računovodje zelo prijazni, lahko pa tudi ne. Sama sem že preden sem zaštartala to pisala parim računovodskim servisom, ker me je pač že prej te stvari tudi zanimale. Če bi jaz odprla, kaj se mi splača, ne? In eni ti takoj pač na hitrco tap odslovijo, eni si pa res vzamejo čas, ki jih sploh v bistvu še ne plačaš, ampak hočeš sem na sveta, ne? In ti res povejo veliko stvari, tako da računovodje je itak, kako ne rečem, da on nosi tvojo denarnico, ne, zato je res dobro, da zberemo dobro. In jaz sem zbrala tudi pol računovodkinjo po priporočilu in ni mi žal, ne. No, vidiš, to si pa to dobro povedala. V bistvu, jaz verjamem, da vsak, glede na to, koliko je imela dela, tako se je tudi odzvala, ne, oseba. Ni prav, da v bistvu se vsi ne odzovejo na naše vprašanje, čeprav sem mogoče na začetku malo splošna, ampak s tem bi tudi pridobili v prihodnje stranko. Tako da super si naredila, da si po priporočilu iskala in me veseli, da v bistvu sta našla eno tako skupno nit, ker bosta velikokrat sodelovali in velikokrat bosta mogli kakšno stvar reševati in je prav, da je taka, da se lahko nanjo ozreš, ne, in da ji zaupaš. Okej, zdaj pa še pa malo nazaj na tale tvojo trgovinico na Cutie Pie. Mi poveš, kako si pridobila prve stranke? To je tisto, kar tudi vse nove podjetnice najbolj zanima, kako dobiš že tisto prvo stranko. Si ti že vnaprej razmišljala, kdo je tvoja potencialna stranka, si jih mogoče s tem namenom tudi pol nagovarjala, ali si se odločila čisto po svoje pa šla na slepo? Daj malo povej. Ja, na začetku po mojem greš lov kar na slepo, pa ti, kje bo kaj, zaradi tega, ker saj sem jaz že slišala za idealno stranko, ampak človek si misli, kaj pa jaz to rabim, saj ne rabim, ne. Ljudje bodo videli mojo objavo in bojo kar začeli kupovati. No, pa pol čez čas itak vidimo, da ni tako, da je treba kar precej delati, ne. Res je fajn, da si naredimo to idealno stranko, da točno vemo tudi, na kakšen način jo nasloviti in kako se z njo pogovarjati, ker vsak človek hoče pač drugače slišati stvari, a ne, da ga pol tudi pritegne. Malo sem potem začela tudi s Facebook oglaševanjem, ampak ja, moram na tem še veliko delati. Marketing je še moja šibka točka, tako da se zdaj tudi te stvari še priučujem. Okej, odlično. Oglaševanje je zelo, zelo nujno, nujno zelo glede iz finančne strani, ampak zelo potrebno. Jaz mislim, da z oglaševanjem pridobiš tudi eno novo publiko, ki jo lahko ciljano targetiraš in tudi v bistvu dobiš take, ki so potem tudi tvoje stranke. Tako da pri oglaševanju je malo lažje priti do svojih potencialnih strank, kot na primer z samimi objavami. Tako da dobro je, da bi si mogoče, da malo se poglobiš v oglaševanje, ker kakšna taka reklama, mogoče redna reklama, reden oglas, lahko na Facebooku, na Instagramu, kjer pač opaziš, da je več svojih potencialnih strank, ti bo velik doprinos. Tako da hvala, ker si povedala že, da si se v bistvu lotila tega. Mogoče, kaj pa bila težava, ko si se lotila v bistvu samega oglaševanja? Kje si je zaustavila, da praviš, da niti čisto jasno? Si začela, si že vzpostavila kakšen oglas? Ja, pri meni se ponovadi zatakne tehnološko, a ne, ker nisem toliko podkovana te stvari. Je pa fajn, ja, da pol najdeš nekoga, ki ti lahko to pomaga in ti vse te stvari nastavi. Najlažje je oglaševati boost, a ne, to mislim, da vsi znamo. Kakšna večja kampanja je pa pol že treba malo imeti te nastavitve porihtane. Tako da moja naloga je zdaj in želja, da v tem mesecu tudi jaz naredim korak naprej. In tako oglaševanja so res super, zaradi tega, ker na Instagramu ali pa Facebooku te bojo samo tisti videli, ki ti sledijo, pa še tisti ne vsi, a ne, ker sem 1% ali koliko je, da vidijo.
Tako pa lahko pol dobimo nove ljudi, vidijo ponudbo in tako morajo ljudje večkrat videti tvojo ponudbo, da se odločijo za nakup. Sem imela tudi že primere, ko so se kakšni res zanimali, pa mi pisali, pa da bi naročili, pa kako, pa pol so kar utihnili, pa pol so se čez, 2-3 mesece spet pojavili, zdaj pa bi, tako da včasih je res treba večkrat se pokazati, kdo si, kaj imaš, ker samo da enkrat res težko, da se kdo odloča. Sploh tisti, ki imamo spletno trgovinico, moramo temu dati še večji fokus, zaradi tega, ker nimamo fizične, da bi mimoidoč stopil noter, pa nas videl, pa opazil. Točno to. In mimoidoč, ki bi šel mimo tvoje trgovine, ne celotna Slovenija ali pa kdorkoli drug. Tako da to je pa dober del digitalnega oglaševanja, ki ti lahko ciljaš na vse, ampak moraš pa si v bistvu kriterije izbrati, moraš nastaviti vse parametre, da bojo prave potencialne stranke prišle, ne da boš ciljala moške, čeprav verjamem, da tudi moški je potencialna stranka, ampak veliko manjši kot ene mamice, majhnih otrok ali otročkov, ki v bistvu imajo možnost kupiti pri tebi oblekce. Da se vrneva na tvojo trgovinico. V tvoji trgovinici kaj lahko najdemo? V moji trgovinici so večinoma oblačilca res za dojenčke, pa malčke. Tam nekje največ številk imam do 92, zato je res to za čisto takoj. Imam tudi sete za previjati, da lahko vzameš podlogico, kamor hočeš s sabo, ker jaz nisem bila tako navdušena nad temi previjalnami, sploh pa ne v Sloveniji, ker so tako, kakor da niso čiste in je res meni bilo tehta, da vzamem te svoje stvari, te trapleničke, ker so itak najbolj pomembne, sploh če otrok veliko poliva, jaz sem jih kar naprej mogla prati. Pa pač res oblačilca so kvalitetna, ne drsijo dol, niti ne stiskajo, kar je meni najbolj pomembno, kakšno grizalo se najde, brisačka, dekica, pač te osnovne stvari. Odlično, hvala za informacije. Zdaj mi pa še malo povej o tem, kako ti meriš uspeh te svoje spletne trgovinice. Vsaka ima en tak svoj način, ki ti reče, danes sem bila pa ful uspešna, pa je to lahko prodaja, ali je bil to sam ogled, lahko spletne strani, lahko je tudi socialnih omrežij. Kako ti to vrednost daš sama sebi? Da se pozitivno napiješ spet tiste energije, pa rečeš, wow, uspel mi je, na tak način moram pa spet na novo, nekaj novega narediti. Ali pa ta izdelek je bil pa zelo aktualen. Glavni cilj uspešnosti je itak prodaja. Takrat, ko dobiš naročilo, ko ga lahko spakiraš, takrat sem jaz v 7 nebesih najbolj vesela, najbolj hvaležna. Takrat, ko pride malo obdobja spet zatišja, sem tako, a bo že kaj, pa dajmo, a moram že kaj narediti, pa zakaj ne pride. Tako da to sta dva različna pola in tako se moramo zavedati, da ljudje tudi ne kupujejo non-stop, ampak verjetno tudi v intervalih, tudi ko otrok preraste kakšno številko, sploh za te stalne stranke moraš pol spet počakati, da gre spet ponoven nakup. Drugače pa je treba itak iskati nove stranke. Drugače vesela sem tudi, kadar dobim nove sledilce, sploh ko ti kaj sprašujejo ali pa kad ti da kakšen dober komentar, takrat sem tudi vesela. Sicer sebe še nimam za veliko uspešno, zato ker moje merilo uspeha bo takrat, ko bom lahko čist službo odpovedala. Do takrat verjetno bo še minilo kako leto ali 2, ampak se nič ne sakiram. Kar spremljam kakšne, kar res dolgo cajta rabim, dolgo cajta. Ko sem spremljala to svojo spletno trgovinico, primerjala z ostalimi, za kakšno sploh nisem vedela, da je že toliko časa na tržišču in sem bila kar presenečena, ko so dali kakšno obletnico 10 let delovanja, 10 let, pa prvič slišim zate letos recimo. Tako da sem si rekla, da ne smem nikamor hiteti, uspeh, če bo hotel, bo že prišel. Tako da jaz moram zdaj vztrajati, delati vse, kar se da, da prodrem na trg, da me ljudje spoznajo in če bom potem pač to zame, če mi je to v življenju namenjeno, se bo to tudi zgodilo. Točno to. Koliko časa si zdaj že v bistvu, odkar si odprla trgovinico? Rekla si malo več kot 1 leto, Tako je, leto pa še malo. V bistvu začela sem 12.12.2022, ker mi je bila to res lep datum, ampak z odprtjem je bilo pa bolj leto 23. No, vidiš, to je prvo leto delovanja, to je začetek, tukaj si se zdaj največ naučila,
Jaz se spomnim, ko sva se midva še pogovarjali, ko sem imela tudi eno vprašanje glede postterminalov, a ne, pa glede tega. Tako da ti si tukaj ziher orala ledino, da si v bistvu prišla do fizične trgovinice, ki je tudi spletna trgovinica in lahko obratuje in je bilo tukaj veliko, veliko znanja in ne skrbi. 4 leta so tako neko mejno obdobje, kar rečemo, ok, v 4 letih se bo prepoznala v bistvu uspešnost, kako bo prodaja naprej se razvijala, tako da imaš še čas, 3 leta, zdaj se moraš še oglaševanju posvetiti, pa še kakšnim drugim stvarem, tako da uspešno naprej. Ja, hvala, to se jaz strinjam. Postavila sem si tudi datum, sem rekla, pred tem datumom sigurno ne bom zaprla, ne? Ker veliko podjetnikov res prehitro obupa, ker vidijo, da mogoče v 2 letih ne pridejo do tega, kar so si sami zaželeli, a ne? In je potem res težko. Jaz sem pač res hvaležna, da takrat, ko mi zmanjka kakšna stvar za stroške ali pa karkoli, da si res lahko iz svoje plače dam, a ne? In sem rekla, dok ne bom res videla, da ne gre, pol bomo šele razmišljali o tej stvari, zdaj pa sigurno še ne. Drugače pa ja, taki profili, kot si ti, pri takih sem iskala nasvete, res od najmanjše stvari do največje, ker itak nič nisem vedela, koliko vse to skupaj sestaviti. In evo, en ti malo tam pomaga, drug ti malo tam in se pol sestavi celota. Mogoče kakšnega še zraven poveš, kateri ti na primer je pomoč velika? Imaš kakšen profil, ki ga spremljaš tudi redno? Ja, najrajši spremljam Katjo, te marketinške kavice. Tam dobim res veliko idej, tudi pol, kaj bi jaz kaj še naprej oglaševala, pa včasih malo pikne glih tisto, kar si rečem, saj to še bom naredila, pa ona pove, koliko je to pomembno in res to, kar rada poslušam, no, da pol se dvignem in rečem, ajde, gremo zdaj to narediti. Odlično. Taki profili, v bistvu mi, ki smo za takimi profili, mislim, da smo lih temu namenjeni, a ne? Da vas spodbudimo, pa da rečemo, ne pozabi na to pa to malenkost, pa malo brcnemo, neko spletno brco damo in sebi in vsem ostalim. Lika sva prej se pogovarjali o tem, kako pričakujemo, da bomo v 2 letih že uspešni, imeli ne vem kako aktivno podjetje, ki bo prinašalo ne vem kakšne prihodke. Se mi zdi, da ta neka fama nastala z vsemi temi Instagram ali pa nekimi posli, ki so se začeli, začeli objavljati, da je hiter zaslužek možen in to je neke vrste zavajanje, da vsej tej realnosti to ni izvedljivo kot tako na en tak hiter način. Vsaka znamka potrebuje nek čas, v bistvu potrebuješ tudi ti sama, da vse ugotoviš, pa da zapelješ še celoten posel in tako, kot si rekla že na začetku, na primer sama količina tvoje zaloge ni bila tako velika, da bi lahko si privoščila ne vem kakšne nakupe, ampak jo sproti dopolnjuješ. Tako da jaz mislim, da vse, kar delamo počasi, postopoma, je pravilno in tak je pravilen potek in ni tisto, kar slišimo, ja, ta je pa uspel in je takoj milijone zaslužil. Redki so taki, pa še to vprašanje, kakšna je zgodba v ozadju. Ja, redki so taki. Meni se zdi, da so bolj hitro uspešni tisti ljudje, ki so res že zelo znani in jim potem pač imajo že res velik krog lahko ljudi, ki bojo te stvari kupili. Mogoče ne tudi sem zaradi samega produkta, ampak že zaradi tega, ker ga je ta oseba naredila in dala naprej, a ne. In se mi zdi, da je mogoče takim ljudem res lažje. Mi, ki smo pa navadni smrtniki oziroma ne tako znani, a ne, moramo pa malo bolj brcati, a ne, pa hoditi. No, to se pa tudi jaz malo strinjam, res je. Zdaj pa mogoče v konkurenci. Kdo je tvoja največja konkurenca? Si jo že kaj pregledala? Daš kaj na to, kakšna je tvoja konkurenca, pa kaj dela? Mogoče kaj o temu? Večinoma se s svojo konkurenco res ne ukvarjam, ker če bi njih gledala, po mojem bi že zdavnaj rekla, hvala, jaz tega več ne bom, zaradi tega, ker mogoče pol vidiš, koliko imajo oni več odziva ali pa ne vem, koliko lajkov dobijo pa karkoli, a ne, in potem jaz tudi pol mislim, a ne, da joj, koliko so uspešni, koliko imajo veliko prodajo, zakaj pa jaz tega nimam, ampak to ni merilo, a ne. Mi moramo sami sebi postaviti, da smo sami sebi konkurenca, ne, in tekmovati sami s sabo in če bomo mi uspeli, bomo mi srečni, a ne, ker ja, nima veze, zakaj ima konkurenca. Sicer ne bom rekla, da nič ne poškilam, seveda malo poškilam, kakšno imajo tudi oni ponudbo, kakšno imajo tudi oni ceno, da tudi jaz pol vem malo približno, koliko se lahko umestim, ampak to je pa tudi to.
ful dobro si spet to omenila, ne. V slabo voljo nas lahko spravijo tudi taki trenutki. Mogoče, kako pa se ti spraviš ven iz te slabe volje? Te to velikokrat tako prevzame, na primer, da rečeš: "Ojoj, nisem uspešna," ali pa karkoli, ali znaš to kontrolirati v sebi, ali imaš kakšen način, da rečeš: "Glej, okej, danes mi tole ni uspelo, moram pogledati še iz drugega zornega kota, kako bi to stvar rešila, pa mogoče na drug način predstavila." Ja, seveda tudi mene slaba volja spopade, sploh kadar recimo ni naročila, si rečem: "Joj, pa kako že spet ne, pa saj sploh ne vem, zakaj to delam, a čem sploh še." Ampak pol se hitro, nekako, ne vem, moja želja je toliko močna potem, da bi jaz to počela, da mi hitro pol pridejo druge misli, nazaj v glavo in si rečem: "Ne, pa saj super, pa danes so te vprašali pa za to pa to stvar, saj mogoče pa bodo, a ne, malo kasneje, se odločili za nakup." Tako da ne, pa tudi če imam res slab dan, grem prebrati kakšen motivacijski quote in pol si rečem: "Evo, super." Bravo, odlično. Zdaj tako, prej si omenila, da si mamica, poleg tega še redno zaposlena, to pomeni, da tvoj urnik je že tako poln in potem imaš še popoldanski espe in to podjetje Cutie Pie. Kako to vse usklajuješ? Kako hendlaš celotno zadevo? Ja, moram reči, da je bilo na začetku res naporno. Jaz po moje več nisem normalno živela, zato ker sem itak vsako sekundo sem posvečala temu, da sem bila ali v službi, ali mamica, ali pa se ukvarjala s tem. Pač ni bilo 5 minut, da sem imela frej, tudi ko sem šla na WC, sem šla s telefonom in hitro takrat nekaj poklikala, ko sem si zobe umivala, sem nekaj delala, pač res, bilo je prenaporno. Prehiter tempo sem si zastavila in tudi pač hotela sem, a ne, da bom čim več imela to časa za svojega sina in zato posledično nisem sama sebe znala izklopiti, a ne. In se mi zdi, da sem naredila tle kar malček napako, ker mogla bi delati po svojih zmožnostih, ne tako hiteti, kar potem res lahko pride do kakšnih resnih bolezenskih težav, ker danes jih je kar veliko. In mislim, da sem bila tudi sama, preden sem šla na en krajši oddih, ali kako ne rečem, šla sem v resničnosti šov, a ne. Pred tem se mi zdi, da sem bila tudi sama na meji izgorelosti, ker sem mislila, da bom veliko stvari zamudila, če ne bom prisotna na socialnih omrežjih. Veliko ljudi sem tudi spremljala, zato ker te večji profili kdaj objavijo tudi kakšno zastonjsko delitev podjetja in itak se mi je zdelo, da ne smem to nikoli zamuditi in sem ne vem koliko veliko profilov tudi spremljala vsak dan, vedela sem do potankosti njihova življenja in to je naporno, res naporno in po tem oddihu zdajle sem ugotovila, da res tega ne potrebujem, da lahko grem v svojem tempu, da sem jaz tukaj in zdaj se tega držim in mogoče mi je tudi ta reset tega, ko nisem imela telefona, ozavestil in mi dal v glavo to, da res ne boš nič zamudila, če pač ne boš vsak dan toliko pa toliko časa temu posvetila. Točno to, ja. V bistvu, na začetku vedno poskušamo biti milijonprocentni, ne samo 100-procentni, pa pretiravamo pri temu, ker mislimo, da v bistvu bojo največ prinesla tudi socialna omrežja, prinesejo neki delež, prinesejo to prepoznavnost, ampak vseeno moramo pa paziti na to, koliko se posvetimo temu, da ne pretiravamo, pa da ne gremo v ta ekstrem, kakor si ti tudi omenila. Tudi jaz sama v bistvu sem bila, že sploh na začetku, sem imela tiste 24-urne delovnike skoraj. Po noč gledala YouTube posnetke, spremljala stvari, še izobraževala se zraven in mi je bilo, čez en mesec sem imela polno glavo vsega, utrujena sem bila, nisem mogla več opravljati tega, kar sem imela ta prvotno željo, ko sem se mogla tudi ustaviti. Dobro je, da si zaznala to, na en tak zanimiv način si se ustavila z resničnim šovom, ne, ampak verjamem, da bo kakšna tudi videla, da v bistvu ni potrebno biti milijonprocentna, ampak da pač nek urnik si je treba narediti. Verjamem, da si tudi ti nek urnik naredila ali pa si določila, kdaj ugasneš telefon, kdaj narediš, na primer, kdaj podelaš naročila. Kako si to, na primer, en tak način mi povej, kako si ti naredila en delovnik, da se ne preobremeniš? Ja, najprej se moraš s partnerjem dobro uskladiti, če imaš otroka, ne. Pogledaš, kdaj imata kakšne aktivnosti in pol takrat, ko vidiš, da je luknja, takrat lahko daš sebe noter, a ne. In takrat, ko je partner recimo doma, si jaz vzamem pol ta čas, da pač naredim stvari za podjetje, tudi čez vikend sem zdaj malo bolj pridna, da se čisto ne izklopim, ampak da pač takrat nekaj naredim tudi zato, da mi je pol med tednom lažje, a ne. Ker dan v tednu
to hitro mine, da si včasih še predstavljati ne znam. Pa tudi naredim si tako, da sem mogoče takrat, ko imam kakšen dan malo več časa to temu posvetim, pa pač kakšen dan pol tudi ne. Če je že ta dan napolnjen z drugimi stvarmi, pol ne morem si še cajt vzeti za to, ker se mi zdi, da brez veze, da sem pol živčna pa hitim, pa hočem toliko več stvari opraviti v istem dnevu, ampak pač, ko lahko, takrat si naredim ta čas, si ga vzamem in pol splaniram tudi, ne vem, objave malo za naprej, ne, da ne rabim tako isti dan študirati, pa take stvari, kar se da vnaprej, pač naprej naredim, ne. Super, no, so vsi dobro omenili, objave vnaprej, malo fotografije na zalogo, a ne, da naprimer, da te ne obremeni, da imaš en mesec, naprimer, ali pa dobro, to sem pretiravala, če bi imeli vse 15 dni na zalogo, bi nam bilo veliko lažje, se mi zdi. Zdaj mi pa sem še nekaj povej. Prej si rekla, da tudi sodelovanja z ostalimi influencerkami, si kdaj probala z njimi komunikacijo vzpostaviti, si kakšne izdelke že poskusila z njimi predstaviti, mogoče kaj se o tem pogovoriva? Ja, sem na začetku itak pošiljala svoje izdelke z, bom rekla, s puncami, ki so hotele postati influencerke ali pa pač so tako res na začetku, ki ima, ne vem, 1000 sledilcev in ja, se je vse lepo in prav in vesel si, ampak nekega odziva se mi zdi, da tisti trenutek res ni bilo. Mogoče bi mogla tudi dlje časa vztrajati, samo vseeno, da skozi pošiljamo svojo zalogo, je tudi nek finančen zalogaj, a ne. Seveda, spet je, tukaj se vse začne in konča pri financah, a ne. Koliko imaš ti denarja na voljo, se mi zdi, da toliko prej lahko uspeš, a ne, ker več denarja lahko daš in kar se tiče na influencerstvo in ne vem, da ti v marketingu kdo pomaga, če pa pač nimaš toliko denarja na voljo, greš pa res počasi v svojemu tempu. Bom pa zdajle tudi v kratkem, bo glih čez par dni ena nagradna igra noter, kjer pa sodelujem tudi pri malo večji influencerki, tako da bom lahko kdaj kasneje poročala, ne, če se bo to kaj obrestevalo ali ne. V bistvu me bolj ta vidik zanima, kako pristopaš do njih. Si se odločila, da kar direktno jim pišeš na Instagramu, ali kako v bistvu pristopaš, da bo še lažje ostalim, ki se še v bistvu odločajo, kako sploh z njimi komunicirati, nekje začeti pogovor? Jaz kar napišem na Instagram, da se lepo predstavim, povem, kaj je moja ponudba, jih vprašam, če bi bilo možno sodelovanje, seveda jih povprašam tudi po ceniku, ker to je zaenkrat še moje merilo, ne, a si jaz bom lahko neko tako oglaševanje privoščila ali ne, ker če nimaš toliko ogromne prodaje zdajle na začetku, tudi ne moreš vlagati v vse te stvari. In potem sem se naučila, da me ni sram, če mi nekdo reče, da ga ne zanima, ali pa če mi pove ceno, pa da jaz potem nazaj napišem, joj, hvala lepa, trenutno žal ne, mogoče kdaj v prihodnje, ker včasih sem se res s tem obremenjevala, da bo kdo mislil, da zdaj sem nekaj hotela, pa sem pol umanjkala, ampak vse to je del življenja. Saj mi vsako v trgovini vidimo, koliko kaj stane, tako tudi njih, ki nimajo javno izpostavljenih cen, pač vprašamo in se mi zdi, da je to čisto v redu, ne. Da na nek spoštljiv način poveš, predstaviš svojo ponudbo in pol vidiš, kaj naprej. Super. Hvala za te informacije. Verjamem, da bojo mnogim prišle prav, ker ne vejo tudi, kako bi se v bistvu do njih, kako bi sploh do njih pristopile. Daj mi še povej, Patricija, katere pomembne lekcije si se naučila, odkar si podjetnica? Mogoče malo o tem, kaj je tisto, kar te v bistvu zdaj, zapletla sem se, v redu. Katere pomembne lekcije si se naučila, odkar si podjetnica? Ja, največja lekcija je bila po mojem ta, da ne hitim. Da nič ne bo drugače, če bom jaz danes hotela 1000 in eno stvar, ker na začetku je bilo tako, dajmo hiter, pa ne vem, sem prehiter našla dobavitelja, pa sem hotela že isti dan naročiti, brez da se vzamem čas, pa pogledam to zalogo, pa to, pa ne vem, pa mi je šla zaloga v koncu, pa sem bila spet nestrpna, joj, kaj pa zdaj, ne bodo imeli kaj kupiti, ampak ne, sej je treba lepo počas, ker če bo glava umirjena, če bo telo spočito in umirjeno, bo veliko lažje, ne. Pa naučila sem se tudi, če kakšno napako naredim, da ni nič narobe, se da popraviti, zaradi tega ne bo noben umrl, a ne, ker včasih mi je bila tudi vsaka napaka predstavljala res velik stres in sem se tepla po glavi in sem rekla, pa kako si to mogla narediti, ampak saj to je del življenja, ostalo pa pač gre. Bravo.
tudi naprimer tole najino snemanje je zdaj obedve nekaj novega, in tudi te najine napake, ki mogoče jih bo potem kar vsem pokazale, se mi zdi, da bo en tako pomnik, da smo pač samo ljudje in da ne glede na to, da se lahko pripravimo, da smo lahko pri dnevni komunikaciji čisto sproščeni, je vsem to neka taka novost, ki te vedno malo spravi iz tira, pa kakšen kiks narediš, ampak zato še zmeraj ni nič narobe. To so stvari, ki v bistvu so življenjske, so človeške, a ne? Ja, res je, glih s tem se ne rodimo, da bomo mi kar slavni govorci in vse znali. Zame je to danes to prvi intervju, tako da malo tremce je prisotne, ker hoče se itak pokazati v dobre luči. Po drugi strani sem si že rekla, kaj mi je bilo tega treba, bolj, že se ne bi nič javno slabo pa bi bilo, ne bi bilo še dodatnega pritiska, ampak za uspeh je treba iti pač iz cone udobja. Ko se enkrat prebiješ let, vidiš, da ni nič groznega. Mi je bilo tudi grozno posneti prvi govoreč story na Instagramu, ampak sem ga in zdaj se že rečem pravi umetnik, ker imam že nekaj kilometrine, pač da tudi, ko povem največja neumnost, se zraven nasmejim, pa pač tudi ljudje to vidijo in me ni več srama, ne. Ja, in koliko časa je trajalo, da si posnela prvi story prvič? To je bilo pa kar en časa, po mojem kakšnih 15-20 minut, pa še to, grozno. Kolikrat sva začela, a ne? Kolikrat sva si začela pa končala spet, ne? Velikrat, zato ker ko začneš, kakor klikneš snemaj, se ti začne jezik facljati, nisi več zadovoljen sam s sabo, mogoče ti gre las na obraz in 1000 stvari ti gre takrat narobe, ampak saj to je del življenja. Tako. Imaš kakšen nasvet za podjetnice, ki poslušajo v bistvu ali pa naj gledajo in razmišljajo, da bi se podale na to podjetniško pot? Kaj bi jim v bistvu dala za eno tako dobro popotnico, pa rekla, dajte na to paziti ali pa mogoče na kaj morajo biti pozorne? To je res splošno vprašanje. Ne vem, kaj bi sploh tule odgovorila, ampak prvi nasvet, ki bi jim dala, da naj zaupajo vase, da naj se res dobro pogovorijo same s sebe, kaj si želijo, kako hočejo tudi to svojo pot naprej peljati, a ne. Ker če bodo srečne v tem, kar so začele, in pol tudi druge stvari ne bojo težke, a ne, in odrekanje čemu, a ne, ker jaz recimo veliko prostega časa si odrečem na ta račun, da imam lahko spletno trgovinico, ne. Seveda bi tudi jaz rada šla s prijatelji na pijačo, pa tam 3 ure sedela, pa si pač tega raje ne privoščim, zaradi tega, ker potem ne bom mogla narediti to, kar si želim, a ne, in res je na začetku veliko odrekanj, tako da če je želja, pač bo to šlo. Pa pač, da najdejo te kakšne profile, ki jih lahko vprašajo za nasvet ali pa od njih kupijo kakšno poučno tole izobraževanje, da mogoče kakšno nadaljnjo napako tudi preprečijo, če pač niso v neki sigurne, kako neki naj bi potekali, pa pač, da pač vprašajo še druge ljudi za nasvete, a ne. Super. Se strinjaš tudi z mano, da kot podjetnica moraš imeti kar en velik pogum, da se to vržeš, ker podjetništvo ni kar tako lahka zadeva, a ne, in da moraš biti kar zelo pogumna, da skočiš v samo podjetništvo? Ja, sigurno. Podjetnikov, ki je že dostikrat opisano, je od čistilca do direktorja, ne, in vse te pozicije moraš opravljati na začetku sam, ker verjetno si tudi težko privoščiš, da bi imel kar enega zaposlenega, pa ti bi to delal. Tako da moraš se postaviti v vse vloge in moraš biti pač top persona, da pač tole vse spelješ. Ampak saj že, če začneš, je dobro, a ne, da vidiš pol. Najhujše je, če se ustrašiš vsega pritiska, se umakneš in rečeš, to ni zame, ker pol nikoli ne bi vedel, ali bi uspel ali ne. Jaz vseeno priporočam, da vsak proba, ni treba velikega vložka, ker sploh popoldanske espe ne zahteva toliko veliko, in če ima neki željo, naj kar začne. Točno to. Ful dobro povedano. Hvala. Zdaj pa zaključujeva najin intervju, ampak me še vseeno zanima, kakšno vizijo imaš za svoje podjetje? Ja, svoje podjetje bi rada pač ponudbo, kar se tega tiče, še razširila, pa ne toliko na starejše otroke, ampak bolj to, da dodam še kakšne druge kose oblačil, ko so mogoče malo bolj slovesnosti. Veliko zdaj delam tudi na tem, oziroma želja je, da bi vključila noter v svojo ponudbo tudi kaj za mamice, ampak bolj za mamice, ki dojijo,
ker tukaj sem videla, da ni veliko spet ponudbe na našem tržišču. Vsaj, kakor sem jaz dojela, mi je šlo ali majica na živce ali pulover in vem, kaj bi bilo treba. Tako da ja, širitev ponudbe definitivno, zraven imam pa tudi še željo po kakšni storitveni dejavnosti, da ne bi bil sam splet. To je pa pač mogoče želja za malo bolj v prihodnje. Upam pa, da bo tudi ta enkrat izvedljiva. Seveda, da bo s trdim delom, z razmišljanjem v prihodnost, z željo, pa s tem, kar si v bistvu že zdaj naredila, zagotovo bo prišlo do vsega tega, kar si bolj zadala. Sam moraš pa verjeti vase, pa v bistvu pri tistih preprekah, ki se ti pojavijo, moraš najti rešitev. Včasih traja kakšen dan več, kakor mislimo, pa včasih je treba malo večkrat oddihniti pa pogledati stvari z druge perspektive, ali pa kakor si ti v bistvu si šla kar za dolg čas si šla, v resničnosti šel, pa se malo ustaviti pa resetirati, pa v bistvu potem spet pride do nove ideje. Tako, res je. Patricija, hvala. Najin prvi intervju je šel h koncu. Jaz se ti zahvaljujem za ta izjemno dragocen in navdihujoč pogovor. Tvoje izkušnje in nasveti so nedvomno zlata vredni, to se moraš zavedati. In za vse, ki so na začetku svoje podjetniške poti ali pa razmišljajo o tem koraku, jim bo tvoja zgodba zagotovo v en navdih. Zdaj, včasih kljub izzivom ali pa negotovostim, ki jih prinaša podjetje, vem, da s pravim pristopom in s pravim načinom in vztrajnostjo in pogumom in s to strastjo, ki si jo ti začutila in jaz na začetku, se da doseči te v bistvu izjemne rezultate. Zdaj, predno zaključiva, bi pa rada ponovno poudarila, kako pomembno je mreženje in deljenje znanja, tako kot si že ti na začetku omenila, in to, kar so mi tudi danes naredile. Upam, da bodo v bistvu najine gledalke ali poslušalke našle motivacijo in praktične nasvete o tem, kar so danes povedale, in da v bistvu bojo imele te možnosti, da bojo uspeh tudi speljale. Še enkrat hvala, Patricija, za tvoj čas in za iskrenost. Vsem, ki ste pogledali najin intervju do konca, pa se zahvaljujem za pozornost. Ne pozabite slediti nadaljnjim intervjujem in se pridružiti skupnosti, kjer bomo skupaj rasli in se učili. Komentirajte in delite in ne pozabite, vsak začetek se začne s pravim pogumnim korakom. Bodite pogumne in dovolite si sanjati velike sanje. Do naslednjič. Želim vam veliko uspeha na vaši podjetniški poti, sploh pa tudi tebi, Patricija. Hvala tudi tebi za povabilo, za tale čudovit intervju. Res upam, da bo prišel prav vsem poslušalkam in poslušalcem, ki bojo to poslušali. Če bojo rabili kakšen nasvet iz moje strani, sem jim tudi vedno na voljo. Veliko uspeha pa sem tudi tebi želim. Hvala lepa, Patricija. V veselje mi je bilo.